Ob prvi tematski sekciji današnjega dne z naslovom Novosti na prihodnjih lokalnih volitvah bomo govorili o spremembah, ki jih prinašajo prihodnje lokalne volitve, vključno z novostmi na področju volilnih kampanj, volilnega oglaševanja in zagotavljanja enakosti volilne pravice. Na oder vabim udeležence razprave, ki jo bo moderiral dr. Roman Lavtar, besedo pa najprej predajamo magister Mateji Prešeren. Lepo prosim za velik aplavz. Spoštovane udeleženke in udeleženci, lepo pozdravljeni. Kot je povedal že državni sekretar Jure Trbič, v okviru Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem, ki ga vodim, pokrivamo oziroma smo pristojni tudi za volilno zakonodajo. In v drugem dnevu konference vas zato vljudno vabim, da prisluhnete zanimivi in zelo živi tematiki o tem, kaj nas čaka na prihodnjih rednih lokalnih volitvah, ki bodo potekale sicer šele čez 2 leti, 2026, kot običajno tretjo nedeljo v novembru. Verjamem, da se je marsikdo vprašal, zakaj se je potrebno celi 2 leti pred naslednjimi lokalnimi volitvami sploh ukvarjati s to vsebino. Tudi mi, ki smo sooblikovali to konferenco ministrstva, smo se ukvarjali s tem vprašanjem. A mislim, da se zavedamo, da je polno sodelovanje državljank in državljanov v političnem in javnem življenju izredno pomemben in živ proces, ki se v bistvu nenehno spreminja, in zato se verjetno strinjamo, da gre za projekt, ki narekuje nekako pravočasno pripravo in tudi sprotno ukvarjanje z novostmi. No, naša odločitev o uvrstitvi te teme na današnji dogodek pa je temeljila predvsem tudi na tem, da gre za vsebino, ki je primer res odličnega sodelovanja organov 2 nivojev oblasti, na eni strani državnih organov, več državnih organov, na drugi strani pa tudi državnih organov z občinami. Volitve so praznik demokracije, vendar pa je zato, da se ta praznik uspešno izvede, potrebno veliko trdega dela številnih akterjev. Državne volilne komisije, več ministrstev, občinskih volilnih komisij in volilnih odborov, upravnih enot ter nenazadnje samih kandidatov, njihovih predlagateljev in organizatorjev volilnih kampanj. In brez dobrega sodelovanja vseh navedenih ni mogoče izpeljati volitev. Zato je prav sodelovanje geslo današnje sekcije. Kot uvod v sekcijo pa naj spomnim še na to, kako obsežne so, organizacijsko gledano, redne lokalne volitve. Naj navedem samo nekaj statistike. Na lokalnih volitvah leta 2022 je sodelovalo več kot 22.000 kandidatov. Vloženih je bilo 686 list kandidatov za občinske svetnike. Registriranih je bilo več kot 1400 organizatorjev volilnih kampanj. Kar se tiče volišč, so volivci lahko dali glasove na 3200 voliščih. Volilna udeležba je bila 47,7%, od tega 51% volivk in 49% volivcev. In še rezultat volitev, izvoljenih je bilo več kot 3400 občinskih svetnic in svetnikov in 212 župan in županov. Kar zadeva finance, občine so za izvedbo rednih lokalnih volitev porabile skupno približno 4,2 milijona, povprečen strošek na storilca pa znaša 9,11 evra. No in predno pričnemo s pogovorom, naj poudarim še, da so volitve eden temeljnih demokratičnih procesov, zato je zelo pomembno, da se državljani na volitvah seveda svobodno odločajo in da lahko sprejmejo tudi informirano odločitev. To pomeni, da imajo na voljo prave informacije oziroma dovolj informacij o kandidatih, njihovih programih in da tako potem izberejo predstavnike, ki najbolje zastopajo njihove interese. Le tako so rezultati volitev lahko legitimni. Današnja sekcija je kombinacija raznolikih vsebin, ki so relevantne v luči lokalnih volitev. Spregovorili bomo
o spremembah pravil na področju volilnega oglaševanja, o pravilnem določanju brezplačnih plakatnih mest, potem o zagotavljanju enakosti volilne pravice z ustrezno določitvijo velikosti volilnih enot, o novi v bistvu ureditvi volilnega spora v predlogu zakona o lokalnih volitvah, ki je sedaj v zakonodajnem postopku, in o spremembah pri volitvah ožjih delov občin. Ob vsem tem bo govora tudi o nujni informacijski podpori celotnega volilnega procesa. Sedaj pa vodenje panela prepuščam kolegu dr. Romanu Lavtarju. Njemu in vsem govorkam na panelu pa se tudi iskreno zahvaljujem za sodelovanje že vnaprej. Tako da, izvoli Roman. Hvala lepa in kar nazaj, da predajam besedo magistri Prešernovi. Gre namreč za to, da na lokalnih volitvah nismo samo volivci, predvsem potrebujemo kandidate. In ti kandidati morajo pri predstavljanju volivcem upoštevati zelo natančno določena pravila. In ta pravila se v zadnjem obdobju spreminjajo, pomembna bodo tudi za občine in zato prosim, gospa Prešernova, če lahko na kratko poveste, kaj prinašajo ta nova pravila. Torej, v bistvu, ko govorimo o volilnih kampanjah, je v zadnjih 2 letih Evropska komisija v bistvu zelo intenzivno delala na problematiki, da rečem temu, spletnega oglaševanja. Se pravi, volilna kampanja se je pravzaprav zelo prenesla na splet, na internet in družabna omrežja, kar seveda prinaša pravzaprav velike prednosti in na nek način olajša ta politični dialog. Ampak po drugi strani pa prinaša seveda tudi možnosti za zlorabe, tudi za določene manipulacije ali pa dezinformacije, če želite. Tako da s tem se je Evropska komisija tudi v luči tega primera Cambridge Analytica zelo intenzivno ukvarjala. In kot rezultat več kot 2-letnega dela, se pravi, in pač postopka za pripravo zakonodaje, je letos v bistvu pričela veljati Evropska uredba o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju. Ta uredba pa v bistvu prinaša enotna pravila na ravni Evropske unije za večjo preglednost oziroma transparentnost političnega oglaševanja. In skratka, cilj te uredbe je, da se vse politične kampanje, pravzaprav je to širše kot samo volilne kampanje, da bi te kampanje postale pregledne za volivce. Na način, da bi lahko, torej da bo za vsak oglas, ki šteje kot politični oglas, da bo na njem jasno označeno, da je to politični oglas, da bo razvidno v bistvu, kdo je naročnik tega oglasa in da bo lahko volivec na zelo enostaven način na spletu prišel tudi do dodatnih informacij, predvsem kar zadeva pravzaprav ceno tega oglasa, tudi koliko sredstev je bilo vloženih, potem ali so to v bistvu, ali gre za sredstva iz zasebnega sfere ali so iz javne sfere in tako naprej. Je pa zanimivo, da uredba neposredno zavezuje ne samo naročnike oglasov, ampak pravzaprav tudi oglaševalske agencije kot nekako ponudnike storitev tega oglaševanja na trgu in pa predvsem tudi najbolj v bistvu izdajatelje, torej uporablja se termin izdajatelji oglaševanja, so pa to pravzaprav vsi tisti subjekti, mediji, radio, televizija, spletne oglaševalske platforme, vsi tisti, ki kakorkoli javnosti, volivcem distribuirajo te oglase. Se pravi, vsi bodo nosili odgovornost. In če povem še to, da za razliko torej od naše nacionalne zakonodaje, zakon o volilni in referendumski kampanji, ki pravzaprav že sedaj določa tudi neke vrste seveda označevanje oglasov,
vendar pa je ta evropska zakonodaja, ki je neposredno uporabljiva, širša oziroma uporabljala se bo od oktobra 2025. No. Vendar je širša v tem smislu, da bo se nanaša na, torej ne samo na obdobje en mesec pred volitvami, pred referendumom, ampak pravzaprav na kadarkoli. Ne. Tako da danes se pogovarjamo v zvezi s to uredbo v luči lokalnih volitev, relevantna pa bodo ta pravila tudi za druge procese. Pravzaprav tudi, če bi šlo za kakšno oglaševanje v zvezi z nekim zakonodajnim postopkom, recimo. Ne. Kaj pa to v praksi pomeni? Kdo so pravzaprav zavezanci teh novih pravil in ali, sklepam, ta pravila veljajo tudi za občine? Ja, torej v praksi, kot sem rekla, bo pomenilo to, da bo vsak oglas, bodisi da gre za klasičen, ne vem, oglas v neki reviji, da gre za nek plakat ali pa da gre za nek spletni oglas na neki spletni platformi, ne vem, Facebooku ali družabnih omrežjih, bo moral biti, kot rečeno, imeti neko posebno oznako. Evropska komisija tukaj še pripravlja v bistvu neka pravila, po katerih se bomo lahko vsi skupaj ravnali. Hkrati pa naj bi bilo na tem oglasu, se pravi, volivec naj bi prišel do dodatnih informacij preko neke QR kode. Ne? Se pravi, da bo vsak oglas, vsak plakat mora imeti QR kodo, kjer bo potem lahko volivec prišel do teh dodatnih informacij, kot sem že prej rekla. In ta obveznost, se pravi, da bodo te informacije objavljene na spletu, to obveznost bo imel izdajatelj političnega oglaševanja. To so vsi tisti subjekti, kot sem rekla, ki bodo distribuirali na kakršenkoli način oglas v javnost, da bo prišel do volivcev. In zdaj, če še enkrat torej ponovim, kdo so te glavni zavezanci, ne? Se pravi, v prvi vrsti naročniki oglasov, ki bodo morali, nekako uredba jih zavezuje, da bodo morali zagotavljati te informacije, potem preko oglaševalskih agencij, ki bodo prav tako morale poskrbeti, da imajo pri sebi nekako evidentirane te informacije, in na koncu izdajatelji oglasov, a ne, se pravi, vsi mediji, vsi spletni mediji, vse agencije, ki nudijo plakatna mesta, oglasni prostor. In ja, torej vprašanje, ali bodo tukaj tudi občine, ne. Naj povem, da določena posebnost je v tem smislu, da smo že, ko smo se pogovarjali v okviru priprave te zakonodaje, smo nekako Evropsko komisijo dejansko obvestili tudi o pravzaprav tej specifiki, ki jo imamo v Sloveniji, a ne, da naj bi pravzaprav občine nudile oglasni prostor vsem kandidatom, torej da ne bi omogočale v tej prvi fazi enakopravno predstavitev vseh kandidatov na način, da jim nudijo brezplačni oglasni prostor. In smo uspeli pravzaprav zagotoviti, da je v tem delu te obveznosti odpadejo. In tukaj občine, čeprav bi se lahko formalno štele za izdajatelje oglaševanja, recimo, v tem delu bodo te obveznosti odpadle. Če pa gre za neke aktivnosti, ki presegajo to osnovno predstavitev kandidatov, se pravi vsem pod enakimi pogoji brezplačno, tukaj, torej da ne gre več za to osnovno informiranje, a ne, ampak za neko odplačno plakatiranje ali pa oglasi v občinskih glasilih, tukaj pa bodo pravzaprav za izdajatelje takega recimo občinskega glasila veljala potem enaka pravila, enake obveznosti kot za druge izdajatelje na podlagi te uredbe. No. Hvala za izčrpno pojasnilo. Magistra Petra Zemljič, občine so že zdaj zavezane, da kandidatom in organizatorjem volilnih kampanj ponujajo brezplačna plakatna mesta. Nam lahko, glede na to, da direktorat spremlja stanje na terenu, pojasnite, katere pa so najpogostejše napake ali pa nepravilnosti, ki jih ugotavljamo pri zagotavljanju teh plakatnih mest? Hvala za besedo. Leta 2022 je konec maja ministrstvo pripravilo spletni vprašalnik na temo izvajanja 8. člena zakona o volilni in referendumski kampanji.
Ta določba namreč ureja obveznost občin, da morajo za volilne in referendumske kampanje zagotoviti brezplačna plakatna mesta. To velja tako za kampanje za volitve na državni ravni, kot za volitve na občinski ravni, sicer za župane in za svetnike, ter za vse referendume na državni in občinski ravni. Na ta način smo želeli pridobiti vpogled v bistvene elemente ureditve plakatiranja na občinah, zato da bi za prihajajoče jesenske lokalne in predsedniške volitve dali občinam ustrezne usmeritve, navodila, kako naj popravijo svoje normativne akte, da bi zagotovili zakonitosti. Pri pripravi vprašalnika smo izhajali seveda iz zakonskega okvira, ki občinam nalaga, da morajo zagotoviti brezplačna plakatna mesta, in sicer v celoti brezplačna, tudi brez plačila komunalne takse. Občine morajo pri zagotavljanju plakatnih mest vsem organizatorjem zagotavljati enakopravno obravnavo. Prav tako mora število in prostornina plakatnih mest biti organizatorjem ustrezna, oziroma zakon upravlja izraz, mora organizator omogočiti vsaj osnovno informiranje volivcev v lokalni skupnosti o listi kandidatov oziroma o referendumskem vprašanju. Poleg tega zakon nalaga, da je potrebno v 60 dnevih pred dnevom glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnevom glasovanja o referendumskem vprašanju objaviti pogoje za pridobitev pravice do oglaševanja na teh plakatnih mestih. In sicer poleg tega, da so ta plakatna mesta brezplačna, so lahko tudi odplačna. Občina torej pri plačilu lahko oddaja plakatna mesta. Organizatorji pa smejo oglaševati tudi na zasebnih plakatnih mestih ob soglasju lastnika oziroma upravljavca teh reklamnih tabel, objektov, zgradb ali zemljišč. Na osnovi tega zakonskega podlage smo oblikovali 11 vprašanj, nekatera so bila bolj na normativni ravni, nekatera so pa že bilo bolj izvedbene operativne narave. Jeseni smo pridobili odgovore 164 občin. Rezultati so bili tako kot običajno zelo zanimivi, kajti gre za izvirno pristojnost občine, ki je zelo skopo urejena. Plakatiranje pravzaprav zakonom ni urejeno, tudi plakatiranje za primere volilnih kampanj je zelo skopo urejeno. In rezultati so mogoče najprej na ta način. Nekatere občine na splošno urejajo oglaševanje na javnih mestih in v te postopke vključujejo tudi postopke dodeljevanja plakatnih mest za volilne kampanje. Ob volitvah, pred volitvami, pred glasovanjem na referendumu pa izdajajo pogoje. Nekatere pa se lotevajo tega drugače in v zakonskem roku uredijo tako postopke kot tudi pogoje za oglaševanje v tisti kampanji, ki sledi. Prav tako je zanimivo, da nekatere to z upravljanjem s plakatnimi mesti zagotavljajo občine same v križinskem obratu, ali to izvaja javno podjetje, koncesionar ali pa celo nek pogodbeni izvajalec. Kar se pa tiče samih odgovorov, tudi nas pravzaprav ni presenetilo, da pravzaprav ni bilo veliko kršitev. Samo 2 manjši občini sta rekli, da pravzaprav pred njih tega nimajo urejenega, ker je dovolj plakatnih mest za vse organizatorje. Nekatere občine so zaračunavale določene od stroškov oglaševanja, nekatere so z aktom uprave oziroma celo aktom župana uredila pogoje za oglaševanje v prihajajočem obdobju ali pa celo postopke. Mogoče nas je pa zelo presenetila pa ta specifična rešitev, ki prav gotovo ne zagotavlja enakopravne obravnave, da pri razdelitvi plakatnih mest, kot so rekli, konkretna plakatna mesta določijo se z vrstnim redom prejetja vloge, nekdo prvi pride premelje, oziroma plakatna mesta so na voljo do zasedenosti. To prav gotovo ni ustrezna rešitev, ker tako lahko župan prej na ugodnejših lokacijah svoje plakate obesi, drugi kandidati, ki so mogoče bili malo počasnejši, pa dobijo druga plakatna mesta. Tako da mogoče to so te ključne nepravilnosti. In kaj je ministrstvo takrat občinam priporočilo? Namreč do naslednjih rednih lokalnih volitev, kot vemo, je še dovolj časa, občine lahko svoje predpise prilagodijo zakonu.
Ja, tako. Ker anketa to je bila vendarle anketa, ne, zato smo naša priporočila previdno oblikovali in oblikovali jih po sklopih in jim res jih posredovali samo občine, za katere smo ocenili, da mogoče njihove rešitve niso skladne. Občine, ki so rekle, ki so zapisale, da nimajo nič urejene, smo v celoti pozvali, naj vendarle ustrezne akte sprejmejo. Občine, ki so odgovorile, da te akte, predvsem pogoje sprejme župan, smo opozorili, da naj postopke oddaje vlog za pridobitev brezplačnih plakatnih mest uredijo z aktom, ki ga sprejme občinski svet, torej odlok, da naj ta postopek temelji na javnem razpisu, na javnem pozivu, pravzaprav na tem inštitutu, in da naj te postopke pravzaprav trajno uredijo. Ta postopek naj uredi, kdo lahko da vlogo, vsi organizatorji morajo imeti pravico dati vloge, ne, kam se jo pošlje, in pa naj postopek temelji na žrebu, in sicer javnem žrebu, in sicer razporeditve, kje bo plakatno mesto, lokacije, če je pač narava plakatnih mest taka, ali če recimo gre za te jumbo plakate, pa so vsi plakati gor predstavljeni, ne, žreb o vrstnem redu razporeditve teh plakatnih mest na tisti lokaciji. Seveda, takšen splošni akt lahko uredi še druge vsebine, ne vem, kdo namešča, kdo odstranjuje plakate, če so kakšne omejitve, kako dolgo to visi ali pa kdaj, koliko dni prej se to sme obesiti, take stvari pač naj ta splošni akt uredi. Poleg tega smo apelirali naj pogoje določi in objavi, pogoje za pridobitev plakatnih mest določi župan in jih javno objavi, in pa naj občine v celoti zagotavljajo brezplačne plakatne mesta, torej brez kateregakoli stroška. Najlepša hvala za vaša pojasnila. Toliko za začetek o volilni kampanji in obveznosti občin glede plakatnih mest. Zdaj prihajamo pa na drugo temo. Namreč Helena Kavčič, v torek je Državni zbor z 51 glasovi sprejel zakon o lokalnih volitvah v prvem branju. Opozarjam, v prvem branju. Vendarle obstaja velika verjetnost, da utegne Državni zbor ta zakon že v letošnjem letu v resnici tudi sprejet in ga bomo lahko začeli uporabljati zagotovo za naslednje redne lokalne volitve. Ena od ključnih novosti je ureditev volilnega spora. Nam lahko na kratko predstavite ključne poteze zakona, ki ureja ta institut? Lahko, vendar jih je toliko, da bom res zelo na grobem in na kratko to lahko predstavila, sploh pa tudi iz splošne razprave, ki je bila na tem prvi obravnavi v Državnem zboru, je izhajalo, se je dalo razbrati, da bodo vloženi tudi določeni amandmaji, tako da, kar je sedaj povedano, ni zagotovo, da bo temu tudi tako. Recimo, da bi izpostavila par ključnih sprememb, ki bodo. Prva bo ta, da naj bi se podaljšal rok za ugovor iz sedanjih 24 ur oziroma dan po dnevu glasovanja na 2 dni po dnevu glasovanja. Glede na to, da ugovor bodo še vedno kot do sedaj lahko vložili vsi kandidati, predstavniki kandidatur oziroma kandidatnih list in pa tudi vsak volilec, glede nepravilnosti, ki jih je zaznal pri delu volilnega odbora. Potem pa je predviden precejšnja razlika od sedanjega postopka, glede na to, da je sedaj bilo mogoče zoper odločitev občinske volilne komisije, ki je odločila posamično za vsakega vložnika ugovora, bo o tem odločila po novem skupaj, o vseh in se do teh opredelila, do teh navedb opredelila v aktu o izidu volitev, ki bo nadomestil sedanje poročilo o volitvah, in v slednjem, ki ga bo sprejela v
sicer malce daljšem roku, ampak po izvedenem precej bolj obsežnem postopku in ga zatem v roku najkasneje 10 dni tudi objavila v uradnem glasilu. Se bo štelo, da so bili z samo objavo o tem seznanjeni vsi vložniki ugovora in obenem bo s tem dnem začel teči rok za morebitno vložitev sodnega varstva in volilnega spora pred upravnim sodiščem. Do sedanje ureditve, ko je bil še vmes še en korak in se je do sedaj lahko ne več volilec, ampak samo kandidat ali predstavnik kandidata oziroma kandidature oziroma kandidatne liste se je lahko zoper odločitev do sedaj pritožil in o tej pritožbi odločala občinska volilna komisija na svoji konstitutivni seji o potrjevanju mandatov. Čemur je pa v primeru negativne odločitve sledila možna nadaljna pritožba, o kateri pa je odločalo sodišče, se je zdaj znatna sprememba predvidena in sicer takšna, da tega umestnega koraka na občinski ravni ni več, ampak se z ugovorom konča postopek na občinski ravni in se lahko nadaljuje postopek na nadaljnem koraku le z vložitvijo tožbe pri upravnem sodišču. Velika razlika, ki je glede na dosedanjo ureditev, je pa ta, da se bodo aktivno legitimirani za vložitev te tožbe poleg dosedanjega kandidata oziroma predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste, da bo to lahko tudi vsak volivec in to ne le tisti, ki so bili neuspešni pri samem vložitvi ugovora, ampak tudi vsi ostali, ki bi morebiti ne izvedeli pravočasno, torej v roku 2 dni za takšne nepravilnosti, ki bi lahko povzročile drugačen izid volitev in drugačno podelitev mandatov. Tako da v takem bodo tudi te izjemoma lahko nastopili direktno pred sodiščem, tudi brez vložitve ugovora. Novost je tudi v tem, da bo po novem se bo lahko vložila tožba tudi iz drugih razlogov, ne samo iz razlogov nepravilnosti pri delu volilnega odbora, ampak se bo lahko vložila tudi iz naslova nepravilnosti pri delu občinske volilne komisije oziroma iz nepravilnosti, ki so se pojavile v okviru volilne kampanje ali financiranje le-te in tudi zoper vse nepravilnosti, ki so po svoji naravi takšne, da bi lahko ogrozile nepristranost in poštenost volilnega postopka. No, pa lahko dodamo še par tehničnih podrobnosti, ki so predvidene z novo ureditvijo. Sam volilni sodnik je ostal enak kot do sedaj, to bo še vedno upravno sodišče v senatu 3 sodnikov. Slednji pa bodo mogli pred odločitvijo opraviti glavno obravnavo. Stranke bodo lahko nastopale pred sodiščem zgolj preko pooblaščenca, ki bo sam lahko samo odvetnik oziroma odvetniška družba, v primeru pa, ko je stranka občina oziroma občinska volilna komisija, pa tudi občinski odvetnik, vkolikor ga le-ta ima. Razlika bo pa tudi v tem, da naj bi vsa poslovanje stranke s sodiščem potekalo v elektronski obliki. To pa bo možno seveda potem, ko bodo zagotovljene tehnične zmogljivosti upravnega sodišča. To bi bilo na kratko to. Hvala lepa. Gre kar za kopernikanski obrat, sploh kar zadeva varstva volilne pravice. To pomembno vpliva na občine. Nam lahko prosim še pojasnite, katere občinske predpise bo treba pred naslednjimi rednimi lokalnimi volitvami spremeniti? Ja, zagotovo bo treba spremeniti vsaj enega in to bo zagotovo poslovnik občinskega sveta. Ne zgolj iz naslova samega volilnega spora, ampak tudi iz celotnega koncepta, kako je zdaj zastavljen. Ne bo več potrjevanja mandatov in zaradi tega, ker ne bo več potrjevanja mandatov, se bo na konstitutivni seji občinski svet le seznanil z aktom o izidu volitev in na podlagi tega je spremenjen 15b člen Zakona o lokalni samoupravi in iz tega vidika bo potrebno spremeniti poslovnik občinskega sveta, ki ureja sam sklic konstitutivne seje.
Vkolikor ima občina ne le v poslovniku, ampak tudi v samem statutu takšne določbe ali pa določbe, ki se nanašajo na trajanje mandata ali prenehanje mandata, ker sta bila posledično za to spremembo bosta spremenjena tudi 37b člen zakona o lokalni samoupravi in 41. in 42. člen zakona o lokalni samoupravi glede trajanja mandata občinskega sveta in pa župana, bo potrebno spremeniti tudi te določbe, ki so morajo biti urejene v samem statutu ali pa pač poslovniku občinskega sveta. Potrebna pa bo še dodatna sprememba, vkolikor bo šel čez tudi člen, ki je bil problematiziran na zdajšnjem javni obravnavi predvčerajšnjem, da bi se olajšala izvedba volitev v svete ožjih delov občin na način, da se v vseh takih volitvah slednji volijo v eni volilni enoti, kar pomeni, da bodo morale vse občine, ki imajo volitve v svete ožjih delov občin določene na način, da se le te volijo v večjih volilnih enotah, popraviti tudi akte, s katerimi imajo to urejeno, to so ponavadi odloki o določitvi volilnih enot. Vsekakor pa priporočam, da si občine pregledajo vse lastne predpise in popravijo vse morebitne določbe, ki urejajo zadevno prej omenjeno področje. Najlepša hvala za izčrpno poročilo. Zdaj, ministrstvo se že nekaj mesecev zelo intenzivno ukvarja tudi z enakostjo volilne pravice. Doktorica Ahmetović, z moje leve, a lahko na kratko poslušalstvu pojasnimo, kaj pravzaprav pomeni enakost volilne pravice za lokalno raven? Najlepša hvala za vprašanje. Enakost volilne pravice, v bistvu to ustavno načelo ni novo načelo. O tem je bilo v bistvu veliko govora na zadnjih državnozborskih volitvah in pred nekaj leti je bil tudi spremenjen zakon o volitvah v državnem zboru ravno zaradi zagotavljanja spoštovanja načela enakosti volilne pravice. Na področju lokalne samouprave oziroma z vidika lokalnih volitev načelo spoštovanja enakosti volilne pravice pomeni, da se posamezen član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. To določbo konkretizira tudi ZLV. Pri tem je zelo pomembno, da v bistvu občine pri določanju volilnih enot upoštevajo tudi ostala pravila, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah. Recimo, če občina šteje manj kot 11 članov občinskega sveta, zanjo velja večinski volilni sistem, kar pomeni, da v bistvu v eni volilni enoti volijo od 1 do 3 člane občinskega sveta, razen če ima 7 članov občinskega sveta, ki jih lahko vse voli v eni volilni enoti. To se pravi, pri spoštovanju načela enakosti volilne pravice je treba upoštevati tudi vsa ostala pravila, ki so določena v zakonu o lokalni samoupravi glede oblikovanja volilnih enot, glede na volilni sistem, ki ga ima občina. Pri tem je pomembno, da zakon o lokalnih volitvah sam pravi, da se v bistvu volilne enote oblikujejo tudi tako, da če je v bistvu občina razdeljena na krajevne, vaške, četrtne skupnosti, da v bistvu območje ene volilne enote obsega območje take skupnosti ali njen del. Pri tem je ključno, da se poudari, da je Ustavno sodišče v preteklosti že izpostavlja, da to ne pomeni, da so ožji deli občin nedeljivi za potrebe določanja volilnih enot. To je eno izmed tistih vprašanj, ki jih najpogosteje dobimo v tem postopku spremembe odlokov o določitvi volilnih enot, kjer je v bistvu še vedno zelo trdno zasidrana ta koncepcija, da ena volilna enota sestavlja ena krajevna, vaška ali pa četrtna skupnost v celoti. Tako da z vidika spoštovanja načela enakosti volilne pravice smo v bistvu v letošnjem letu, v začetku leta, izvedli strokovni nadzor vseh občinskih odlokov v 212 občinah in smo ugotovili, da je kar 65 občin takih, v katerih so odstopanja od idealnega števila volivcev na posameznega člana občinskega sveta taka, da odstopajo več kot 10%. To je v bistvu neka usmeritev, ki jo da tudi Beneška komisija, da v bistvu je občine pri določanju volilnih enot glede idealnega števila volivcev ne bi odstopale več kot 5%, v redkih primerih do 10%.
Zdaj, Ustavno sodišče ima zelo bogato ustavnosodno prakso na tem področju. V konec lanskega leta smo dobili še eno odločbo Ustavnega sodišča in letos julija zadnjo. Zdaj, Ustavno sodišče je v zadnji odločbi tudi izpostavilo, da v bistvu spoštovanje načela enakosti volilne pravice pomeni, da v bistvu se pač posamezni občinski svetnik voli na približno enako število prebivalcev in da odstopanja, ki so večja od 5% od idealnega števila, lahko predstavljajo kršitev tega načela. Potem je že Ustavno sodišče sicer ločilo med bistvenimi pa nebistvenimi odstopanji, vendar v tem smislu je ključno, da se v bistvu vse občine, ki so v tej skupini 65 občin, za katere je v bistvu že ministrstvo ugotovilo, da imajo več kot 10% odstopanje od idealnega števila prebivalcev na posameznega občinskega svetnika, obstaja možnost, da bi lahko recimo Ustavno sodišče tudi ugotovilo protiustavnost njihovih odlokov. Ja, priznam tudi vse druge sodelavce v našem direktoratu, nas je ta obseg pravzaprav problematičnih občinskih predpisov presenetil, zato pač bo potrebno v nadaljevanju to sanirati. Kako pa so se občine odzvale na opozorila ministrstva? Tako, če v bistvu najprej na kratko obrazložim, ministrstvo je občinam poslalo januarja pozive in obvestila o ugotovljenih nepravilnostih in jih v bistvu povabilo najprej na strokovni posvet, ki smo ga imeli 14. februarja v Dobrovniku. Na strokovnem posvetu so bili občinam predstavljeni v bistvu ugotovitve strokovnega nadzora in možnosti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Potem so se v bistvu občine zelo različno odzvale. Do danes imamo 6 občin, ki so nepravilnosti že odpravile, s tem, da so sprejele nov odlok o določitvi volilnih enot, ki je skladen z ustavo. Imamo pa ostale občine, ki so v bistvu še vedno na poti odprave. In ravno mogoče v tem smislu bi poudarila to današnjo ključno besedo sodelovanje. Tukaj v bistvu naš direktorat zelo močno sodeluje z vsemi predstavniki občin. Izvedli smo številna srečanja s tistimi občinami, ki so imele recimo mogoče malo več težav, mogoče več nestrinjanja v samem občinskem svetu, mogoče več odprtih dilem glede možnih alternativnih rešitev, ugotovljene nepravilnosti in vseskozi smo jim tudi na voljo z našimi pisnimi mnenji in nekako pojasnili. V tem duhu v bistvu tudi občine v večini nekako se zavedajo problematike in so v bistvu k temu res aktivno pristopile, iščejo širši politični konsenz in nekako pač so na poti. Imamo sicer nekaj občin, ki še vedno niso se odzvale na naša pač vztrajna obvestila pa pozive, vendar še vseeno mislimo, da do naslednjih lokalnih volitev je še vedno dovolj časa, da lahko občine še vedno spremenijo svoje odloke in opravijo to širšo razpravo znotraj občine in v bistvu bodisi spremenijo odloke tako, da spremenijo same območja volilnih enot ali pa posežejo recimo širše, določene občine zmanjšujejo število občinskih svetnikov, določenega povečujejo in znotraj tega dosegajo potem tudi zastavljene ustavne cilje. Hvala lepa za pojasnilo. Naj samo spomnim, ministrstvo je dolžno ta nadzor opraviti do konca, kar pomeni, da če prihodnjo pomlad ti predpisi ne bodo usklajeni, bo ministrstvo predlagalo vladi postopek, da se začne postopek pred ustavnim sodiščem. To bo še vedno dovolj časa, če pa bodo občine še dlje odlašale, se pa utegne zgoditi, da jim bo ustavno sodišče z razveljavitvijo odloka hkrati samo določilo oblikovanje volilnih enot oziroma način, na katerega bodo izvedli lokalne volitve. Te so za nepoznavalce, povem, bistveno bolj kompleksne kot pa državne, na njih se voli 2 organa, pa še krajevne skupnosti, pa še v 9 občinah predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti, v 20 pa romskega, po več različnih volilnih sistemih in to predstavlja zelo zahtevno nalogo za volilne organe. Zlata Čibej prihaja iz občine Ajdovščina, je dolgoletna poznavalka tematike in skrbi za strokovno podporo občinski volilni komisiji. Njo bomo pa vprašali,
Kako pa je z volitvami v krajevne skupnosti? Namreč v 138, nekaj čez 130 občinah imamo krajevne skupnosti, ki jih volimo hkrati z volitvami županov in občinskih svetnikov. Katere so recimo težave ali pa izzivi, s katerimi se občinske volilne komisije soočajo pri volitvah v krajevne skupnosti? Pozdravljeni, hvala za besedo. Naj najprej predstavim nekaj podatkov, ki bojo bolj osvetlili to problematiko. Se pravi, naša občina ima nekaj manj kot 20.000 prebivalcev in 28 krajevnih skupnosti. 1/3 teh krajevnih skupnosti ima znotraj volilne enote, se pravi lahko 2, 3, 4, 6, celo ena ima celo 8. To pomeni, da imamo v občini 57 različnih volilnih enot, kar pomeni tudi 57 različnih glasovnic na volitvah. Zdaj, gotovo so veliki izzivi v zvezi s tem, ker to je le velika količina raznih podatkov in preverjanj in zbiranj. In če začnemo s tem, da je že na normativni ravni, se pravi predpisi Zakona o lokalnih volitvah ima enaka določila, enako zahtevnost za volitve v svete krajevnih skupnosti kot za volitve v občinski svet, je že tukaj razen določilo volilne kampanje, je že tukaj izziv, ker v bistvu imamo 57 volitev podobne zahtevnosti znotraj v teh krajevnih skupnostih v posameznih volilnih enotah, primerljivih volitvam v eno volilno enoto občinskega sveta. Zato je to kar velik izziv. Potem druga težava oziroma izziv tukaj je vsakokratno pred volitvami preverjanje odloka o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih, ker med mandatom nekatere krajevne skupnosti želijo bodisi spremembo, bodisi uvedbo volilnih enot, tako da je treba odlok v zvezi s tem prilagoditi. Poleg tega pa obvezno še pri tistih, ki že imajo na teh prelomih volilnih enot, recimo hišnih številkah, če se ena volilna enota konča pri hišni številki 10, druga se začne od 11 naprej. Če pride na tem prelomu med mandatom do novih hišnih številk, je treba vse to preverjati, da se pravilno umesti v odlok in da ni na samih volitvah težav s tem, kam kakšna hišna številka spada. Potem pri tem je izjemno pomembno tudi pravilna izdaja glasovnic. Zdaj, če si predstavljamo volilni odbor na predčasnem glasovanju, ima pri nas pred sabo 57 glasovnic različnih za svete krajevnih skupnosti, poleg tega še eno župansko in 5 za občinski svet. Vsakmu volivcu mora dati pravilno glasovnico v roke, ker drugače lahko že ugotavljali smo, da že ena napačno izdana glasovnica lahko povzroči vpliv na volilni rezultat in s tem pol tudi težave oziroma ponavljanje volitev. Potem število angažiranih na teh volitvah. Zdaj soočamo se v nekaterih krajevnih skupnostih, ne v vseh, se soočamo z težavami pri pridobivanju kandidatov, vse manje zanimanja za te funkcije v krajevnih skupnostih in zato je v bistvu angažiranih poleg kandidatov, ki bi jih bilo verjetno enako število, če bi bile volilne enote znotraj ali pa ne, ampak zdaj, ker imamo angažiranih najmanj 570 občanov, ker mora vsak seznam kandidatov, ki ga predlagatelj poda, mora vsebovati 10 podpornikov, ki podpirajo to. Se pravi, volilna komisija ima ogromno količino podatkov za preverjanje in za vnašanje tudi in pol s CRP-jem preverjanje in poleg tega je potrebno preverjati tudi različne nezdružljivosti. Se pravi,
kandidat ne sme biti predstavnik kandidature, ne sme biti član volilnega odbora. Tukaj pridejo pol še te sorodstvene vezi upoštev, ki tudi ne smejo biti in pomeni, da v eni majhni krajevni skupnosti je to kar težava. Moram pa tako povedati, da doslej smo bili uspešni vsi skupaj v občini, da smo zagotovili do zdaj kandidate, da smo imeli na vseh volitvah tudi zadostno število kandidatov, da so bile volitve v vse krajevne skupnosti lahko izvedene. Na zadnjih volitvah je bila v veliko pomoč tudi ta aplikacija, ki je bila posodobljena za volitve, ko smo lahko vnašali tudi te kandidate po EMŠO številki, je bila zelo olajšana ta pot preverjanja. Mogoče smo pogrešali, da bi bila ta EMŠO številka pri teh podpornikih še, ker zdaj je ni in bi tudi to povzročilo eno veliko olajšanje. Tako da zdaj moram reči, da ta poenostavitev, ki je zdaj v predlogu zakona, da naj bi se volitve v krajevne izvajale v eni volilni enoti, bi z tega formalnega vidika zelo olajšale volitve, sploh v takih primerih, kot je naša občina. Moram pa vseeno še pokomentirati to vsebinsko plat. Tudi mi z krajevnih skupnosti zdaj tudi dobivamo že te pomisleke, na kakšen način bodo zdaj zastopanost, bo zdaj zastopanost v raznih delih krajevnih skupnosti, še posebno pri tistih krajevnih, ker so zelo razpršene, razpotegnjene, ali pa v mestu, recimo Ajdovščina, ki je 7000 prebivalcev, ki je do zdaj razdeljeno na 4 volilne enote. Gotovo imajo različni deli, kamor so volilne enote, različne potrebe, želje, zahteve in zdaj se je to prenašalo, ta komunikacija je bila v svetu krajevne, če so bili predstavniki iz vseh delov krajevne skupnosti, se je ta komunikacija bila lažja. Se pravi, kar so se dogovorili na svetu krajevne, se je hitro preneslo v vse dele krajevne skupnosti, oziroma tudi od tam odzivi in zahteve so jih prenašali njihovi predstavniki in jih zastopali v svetu krajevne skupnosti, da so se te zahteve lažje tudi, so se seznanili z njimi in so se lažje uresničile. Tako da zdaj, kako naprej, mogoče pričakujemo, da se bodo povečale zahteve po ustanovitvi novih krajevnih skupnosti, se pravi, da se bojo izločale, še posebno tiste, ki so sestavljene iz večjih vasi, se bojo izločale in že v preteklih 2 mandatih, v vsakem mandatu smo dobili zahtevo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, se pravi, prej smo imeli 26, zdaj jih je 28. Prav iz tega razloga, se pravi, več je zastopanosti in več je tudi financiranje boljše in tako naprej. Tako da to verjetno bo. Zdaj, druga varianta je pa, če se bojo v krajevni skupnosti poenotili, da bojo dali samo en seznam kandidatov, toliko, kar se jih voli, in bojo na njemu pač imenovali oziroma predlagali iz vsakega dela krajevne skupnosti, da bo zastopanost zagotovljena, bo tudi na tak način se dalo. Zdaj, če bo pa več teh predlogov, pa to seveda ne, ker volivci bojo odločali po svoje. No in konec koncev pa pri nas, pri 2/3 krajevnih skupnosti pa nimamo volilnih enot in niti v krajevnih skupnostih ne čutijo te potrebe, tako da mogoče je pa to, ne vem, se bojo tudi drugi morali temu prilagoditi. Hvala za pojasnila. S tem ste pravzaprav mi vzeli že drugo vprašanje, ker sem vas hotel vprašati, ali bi morebitna sprememba zakona, ki bi zahtevala volitve v krajevni skupnosti samo eni volilni enoti, pomenila organizacijsko olajšanje. Jaz verjamem, da kar naenkrat ne bo več 57 glasovnic. Na enem volišču v občinah si namreč pogosto pomagajo tako, da glasovnice za različne volilne enote obarvajo. Sploh ne vem, če obstaja 57 različnih barv, recimo v takem primeru. V eni krajevni skupnosti so različne. Ja, jasno seveda je, da
ta argument poznamo, občine pravijo oziroma predstavniki občin pravijo, ja, naše naselje pa ni reprezentirano, ne. In mi odgovarjamo z besedami Ustavnega sodišča, niso naselja tista, ne, ki so v volilnem procesu udeleženi, ampak volivci. In zato tudi na področju krajevnih skupnosti velja isto pravilo, da mora en predstavnik sveta biti izvoljen na približno enako število volivcev. Ne more moj glas dvakrat več veljati kot glas nekoga, ki živi v sosednji vasi. Ministrstvo do zdaj ni opravilo nadzora nad temi predpisi, verjamem pa, da glede na to, da je množica napak že pri občinskih svetih, da bi se tam ta zgodba ponovila iz povsem enakega razloga, enakih argumentov, kot jih slišimo pri občinskem svetu. Hvala lepa, gospa Čibej. Z nami je tudi Rosana Klančnik iz druge največje občine, iz mestne občine Maribor. Na zadnjih lokalnih volitvah novembra 2022 so občine prvič uporabile enotni informacijski sistem za podporo volitev in referendumov. To je pač orodje, ki ga je naročila Državna volilna komisija in ga uporabljajo tako za državne kot za lokalne volitve, tudi za državne referendume. Katere prednosti se vam zdi, je ta informacijski sistem prinesel? Lepo pozdravljeni, hvala za vprašanje. Ja, ta sistem bom ga v začetku kar pohvalila, oziroma že njegov nastanek bi pohvalila zaradi tega, ker smo bili res dobro zastopani tudi tisti, ki smo sodelovali pri pripravi tega. Ena večjih sprememb je bila to, da se je že nam omogočal torej v postopku oblikovanja volilnih odborov, kar je v veliki meri pripomoglo. Tista osnovna in največja sprememba od preteklih let pa je bil ta enotna matična številka, ki nam je v veliki meri pomagala in torej povezanost samega sistema z evidenco volilne pravice. Jaz mislim, da je bila to ena velika, rečemo temu tudi olajševalna okoliščina oziroma veliko dela nam je prihranilo, veliko ur, ker se je pač sam sistem, torej z vpisom enotne matične številke se nam je oseba izpisala, dodala se je še samo izobrazba. V veliki meri je bilo pomoč tudi to, da je sistem torej opozarjal na morebitne napake. Vse niso bile napake, recimo, da je ena oseba kandidat, dvakrat kandidat, seveda to vedno ni bila napaka, zato ker je bila lahko kandidat za občinski svet in pa za svet krajevne ali četrtne skupnosti. Tako da mislim, da nam je bil ta informacijska podpora v veliko pomoč za razliko od prejšnje, ki jo je zagotavljalo Ministrstvo za javno upravo. Hvala. Zdaj, nova različica oziroma zakon, ki je bil v prvem branju potrjen v torek, prinaša še eno novost in sicer, da daje pravno podlago za to, da se lahko uparijo podatki vseh kandidatov naenkrat z evidenco volilne pravice. Mogoče bi za poslušalstvo pojasnili, kako zahteven je ta proces zdaj in koliko kandidatov naenkrat, zdaj posamič, potem pa bo skupinsko, je treba preveriti in seveda tudi v zelo strnjenem časovnem okviru. Ja, seveda, največji problem je ta, da so vsi ti roki za volilna opravila izjemno kratki. Kandidatov je pa zelo veliko, recimo Maribor jih je imel tudi 1700. Verjamem, da Ljubljana še bistveno več. Mi smo sicer res nekoliko izstopamo po številu kandidatur, ampak seveda ja, ta možnost, ki je sedaj predvidena, bo ponovno v veliki meri skrajšala čas, predvsem pa zmanjša napake. Torej s tem, ko mi vnašamo posamično vsakega kandidata in
vpisujemo neke podatke, je možnost v napak bistveno večja, ne. Tukaj pa z to uparitvijo in vseh teh evidenc pa se ta bistveno zmanjša in pa seveda prihrani čas, ki ga porabimo za torej izvedbo kandidacijskega postopka in potem tudi pripravo za same volitve. Seveda, jaz bi poudarila še eno stvar, ki je zelo nam tudi v veliki meri olajšala, je ta, da so vsi ti podatki, ki so v ISDVK-ju, nam uporabni tudi potem, torej jih lahko po domače povedano izvozimo, ne. Zato smo tudi pri sami pripravi te informacijske podpore sodelovali z podjetjem, ki večini občin tudi računovodski program oziroma finančni program zagotavlja, da smo lahko te podatke uporabili tudi za nakazilo, nadomestil za volilne odbore, kar je ponovno spet je odpravilo to možnost napake oziroma jo je zelo zmanjšalo. Tako da z tega vidika res pozdravljamo ta ISDVK, bi pa omenila še eno zadevo, za katero si občine prizadevamo, da bi nam ta informacijska podpora bila na voljo oziroma tudi v primeru, kadar ne gre za redne volitve. Namreč občine so takrat, jaz sama imam izkušnjo iz rednih volitev in takrat si ne da si prepuščen sam sebi, v vsakem primeru sodeluješ z drugimi organi, torej brez drugih organov ne moreš, Ministrstvo za notranje zadeve mora izpisati volilni imenik, tako da kolesje se zavrti in tukaj bi bilo res zelo dobrodošlo, da nam je ta podpora na voljo, ker se v tako kratkem času, kot so volilna opravila, ne, se ukvarjati še s tem, da pa si ti zagotoviš neko informacijsko podporo, mi smo to morali narediti takrat, je tudi pomembno z vidika zanesljivosti oziroma zaupanja. Torej, to je postal nek standard, da se tudi volilni rezultat obnavlja in prikazuje na spletni strani. To bodo občine same v takšnih primerih težko zagotovile na ta način, kot so volivci in tudi kandidati navajeni pri rednih volitvah. Res, da so to situacije, ki se zgodijo izjemoma, jih ni veliko, so pa. In takrat bi bilo zelo dobrodošlo, da so občine podprte tudi z uporabo te informacijske podpore. Hvala lepa. Ja, vsekakor nas čakajo v prihodnje še izzivi. Mogoče bi bilo zanimivo tudi to povedati, da z področja informacijske varnosti ali pa z področja poseganja v osebne podatke zakon prinaša še dve novosti. Ena je ta, da zdaj izrecno določa, da so kandidatne liste, tiste, ki so veljale za te konkretne lokalne volitve, na spletu dostopne do naslednjih rednih lokalnih volitev. In druga pomembna novost, ta je bolj pomembna z vidika javnosti, druga pa z vidika delovanja občinskih volilnih komisij je pa ta, da dovoljuje oziroma omogoča, da je pravno podlago za to, da občinske volilne komisije vodijo pač evidenco vseh predlaganih kandidatov za volilne odbore, se pravi osebe, ki sedijo na voliščih. Tukaj se nam pogosto dogaja, to ni izjema in značilnost samo lokalnih volitev, da ni zadosti kandidatov, ki bi jih predlagale politične stranke oziroma predstavniki predlagateljev, in v takem primeru bo zdaj občinska volilna komisija imela seznam vseh, ki so kdaj že prej sodelovali in bo lahko iz tega nabora povabila ljudi k sodelovanju. Toliko za zdaj, to je bil pravzaprav en tak poglobljen prikaz novosti, ki nas čakajo na prihodnjih rednih lokalnih volitvah. Imamo pa še 15 minut časa, ki je namenjen za to, da vas povabimo k vprašanjem, k dialogu, k komentarjem in kar prosim, če lahko dvignete roko, mi bomo pa poskrbeli za to, da dobite mikrofon.
Pozdravljeni, Markovič Fedža, občinska volilna komisija občine Krško, mestne občine Krško. Nisem si še ogledal, nisem še vedel, da je že prva obravnava zakona, zato mogoče malo na blef komentiram, imam pa še vedno željo osebno, verjamem, da marsikjer tajnik, da se uredi tudi nadomestilo članom volilnim odborom, jaz mislim, da je trenutno prenizko. Enako kot pada interes za kandidaturo na nivoju krajevnih skupnosti, tudi pada interes k udeležbi. Za 68 € je težko koga dobiti. To ljudje več ne jemljajo kot neko častno funkcijo, prostovoljno, volontersko, ti časi so mimo, živimo v bolj ciničnih časih. Bi bil vesel, da se tudi uredi neka pravna podlaga in nek okvir in pooblastilo, kdo koliko lahko komu da. Druga zadeva je pa moja seveda utopična želja, da se spolne kvote na nivoju krajevnih skupnosti ukinejo. Glede to, da krajevne skupnosti res ne sprejemajo politiko občine in se ukvarjajo z minornimi zadevami, ki niso nepomembne, daleč od tega mislim, da ukinitev spolnih kvot bi tudi v veliki meri pripomogla reševanju problema manjših števil kandidatur, prej, kaj je gospa Ahmetovič razlagala. Mislim, da bi tudi število kandidatur bilo, da bi se zadeva stabilizirala. Toliko o tem. Hvala. Ja, hvala lepa za vaše vprašanje. Zdaj, če začnem od zadaj, nekako se mi zdi, da niste predstavili pravzaprav argumentov, zakaj bi pravilo o enakopravni zastopanosti obeh spolov, ki je ustavna kategorija, ne veljala za krajevne skupnosti. Mi smo, to tisti, ki prihajate iz občin, veste, predlagali, da se pravzaprav volitve svetov krajevnih skupnosti ne opravlja več, da zakon o lokalnih volitvah zanje ne bi veljal in da bi se oblikovali svete teh organov na drugačne načine. S tem, ko bi izločili te organe iz, bom rekel, zavez, ki veljajo za volilno pravico, bi omogočili tudi prilagoditev teh pravil lokalnim okoljem. Ta predlog zaenkrat politični odločevalci ne sprejemajo, zato bo ostalo pri tem, kot je, in enaka pravila, kot veljajo za občinski svet, bodo morala še v prihodnje tudi veljati za svete krajevnih skupnosti. Tu žal ni argumentov, ki bi nam dali podlago za drugačne rešitve. Glede nagrad volilnih odborov pa ni potrebne nove pravne podlage, ampak samo odločitev Državne volilne komisije. Namreč volilne odbore se nagrajuje po istem pravilniku tako za državne kot za lokalne volitve in Državna volilna komisija ima tu pač proste roke in lahko te zneske prilagaja konkretnim okoliščinam. Znano je, da je v času, ko smo imeli volitve v obdobju epidemije COVID, prišlo do dviga tudi zato, ker so bili ti člani volilnih odborov dodatno izpostavljeni, zato so jim takrat dvignili nagrado, vendar je ta dvig veljal samo za tiste volitve in tisti volilni dogodek. Jaz verjamem, glede na to, da se zdaj povsod pogovarjamo o dvigu, pa plač, pa funkcionarjev, pa javnih uslužbencev, pa o inflaciji gor in dol, da bo za prihodne lokalne volitve ta znesek drugačen, kot je danes. Vendar zato, kot rečem, ni potrebne nove pravne podlage. Naj pa spomnim to, da bo v primeru, da pride do, zelo dobre možnosti so, do plačne reforme, bo ta veljala tudi za funkcionarje in po sedanjih podatkih bodo plače županov šle med 40 in 70% gor, kar pomeni, da se bodo temu primerno povišale tudi nagrade občinskim volilnim komisijam, ker so te vezane na plačo župana in velikost občine. Hvala. Še, prosim. Zdravo, Gregor Rigler, Ljubljanska volilna komisija. Mislim, podlago v bistvu že imamo za tole dvigant, ker če gledamo zdaj zadnje evropske volitve,
je Državna volilna komisija tako sprejela vsako dodatno glasovanje 20% gor. Ne, mi imamo pa 3 glasovnice. Tako da to se že da. Hvala za pojasnilo, Gregor. Še prosim. Še zadnji poziv. Prav, potem hvala lepa vsem, tako mojim kolegom in kolegicam, kot tudi vam, ki ste bili vzorni poslušalci. Želim vam še naprej prijeten dan.